To je majhen kitajski avto z velikimi evropskimi cilji. Evropejci smo že nekaj časa na lovu za dostopnim električnim avtomobilom in mnogi menijo, da bodo ta lov končali prav Kitajci. Dongfeng Box pri dostopnosti vsekakor dobi kljukico, sploh ko upoštevamo trenutne norme na trgu električnih vozil. Je nekoliko cenejši od primerljivih rivalov, vsekakor pa je povsem primerljiv s podobnimi bencinskimi pa tudi hibridnimi vozili. Ampak kar je še bolj pomembno, Box generalno gledano ni cenen avto. Pravzaprav ima precej tistega, kar imajo veliki. Naprimer, poglejte, potopne kljuke, ki skrbijo za boljšo aerodinamiko. No, še več takih zanimivosti pa se skriva v notranjosti. No, poglejmo ga od blizu, še prej pa vas povabim, da se naročite na naš YouTube kanal, kjer bomo kmalu objavili še več testov takšnih zanimivih kitajskih avtomobilov. Ta 4-metrski mestni malček je nezgrešljivo made in China. No, ampak ta made in China danes predvsem pomeni, da bomo pri uporabi avtomobila naleteli na neke specifične značilnosti. Ob vsakem stiku s kitajsko kulturo, na primer, ugotovimo, da imajo v tej deželi zelo radi nekakšne risankaste zadeve. Naprimer, kakšne emojije, avatarje, ki jih zelo radi uporabljajo celo v poslovni in tudi v uradni komunikaciji. In na takšen simpatičen kitajski način vas vsakič pozdravi tudi tale osrednji zaslon. Poglejte, naprimer, za začetek vas pozdravi takšna mucka, tokrat nam želi že dober dan, če jo pobožamo, jo lahko zbudimo, ali pa si tukaj na sredino ekrana prilepimo neko pomenljivo sporočilo. Zdaj imamo naprimer "A happy heart is better than a full purse". In kaj, če si tukaj želite bolj odraslo ozadje? Ne morete ga nastaviti. Da Box res ne želi biti resnoben, pa zgovorno pričajo oziroma igrajo tudi glasni zvoki, ki jih ob odklepanju in zaklepanju avtomobila slišimo na zunaj. No, zdaj pa sem skoraj prepričan, da jih boste kar kmalu izklopili. Ob vsej tej digitalni razigranosti pa notranjost postreže tudi z veliko avtomobilske zrelosti, predvsem pri materialih. Poglejte na primer to zajetno sredinsko konzolo, ki je izjemno prijetna na otip, pa tudi zelo veliko odlagalnih mest imamo tukaj. Telefon bomo lahko medtem odložili tukaj na vrh konzole, kjer imamo mesto za brezžično polnjenje. No in ker je to mesto zelo, poglejte, učinkovito hlajeno, bomo lahko telefon zelo hitro polnili in to brez pregrevanja. Zelo prijeten na otip je tudi tale volanski obroč s fizičnimi gumbi. No, za njim pa je manjši zaslon, ki nam prikazuje vse najpomembnejše informacije za vožnjo. Pred sovoznikom pa je takšen zelo ličen predal, medtem ko spodaj tukaj ni klasičnega predala, le takšen enostaven obešalnik, na katerega lahko obesite kakšno vrečko. Čeprav je Box homologiran za 5 potnikov, tukaj imamo tudi 5 varnostnih pasov, imamo na zadnji klopi samo 2 naslonjali za glavo. Torej predvidevam, da bo najbolje, da se bosta tukaj zadaj vozila 2 potnika. Ampak v primerjavi z ostalimi mestnimi malčki se tukaj zadaj peljemo nadpovprečno udobno. Poglejte, koliko prostora imam tukaj zadaj, za kolena ga imam resnično veliko in tudi za glavo mi ga še ostane precej. Kako pa vemo, da je ta avto tipično kitajski? Poglejte, kako se lahko tukaj zadaj udobno zleknemo. Dongfengovi šefi so nam povedali, da je ta sedežni položaj namenjen spancu na delovnem mestu, torej značilnemu kitajskemu dremežu, ki traja po kosilu recimo pol ure. Skoraj bi lahko torej Boxa proglasili za prostorski čudež. Tudi v prtljažniku je namreč za 326 litrov prostora, kar je nadpovprečno. No, morda ga od tega naziva loči le še en uporaben prostor za polnilne kable. No, morda bi lahko bil ta prostor za polnilne kable tukaj spredaj. Poglejte, koliko je še neizkoriščenega prostora.
Seveda, z Boxom boste lahko vozili tudi po avtocesti z višjimi hitrostmi in električni avto boste sploh dobro izkoristili, če se boste veliko vozili. A elektromotor, ki poganja prednji kolesi, ima 70 kW moči, kar je seveda razmeroma malo. Od njega ne pričakujte preveč, sploh takrat, ko bo v bateriji začelo zmanjkovati energijske zaloge. Tudi regionalna cesta z zavoji ni njegovo naravno okolje. Tako kot pri večini kitajskih avtomobilov imajo tukaj inženirji še veliko prostora za napredek. Krmiljenje je bistveno bolj odsotno kot pri evropskih avtomobilih, vzmetenje pa bi lahko bolje blažilo udarce. Kakšna luknja namreč zelo močno in nepričakovano udari. Ampak kar je najpomembneje, vozne lastnosti Boxa povsem zadostujejo za mestno vožnjo. No, sam bi rekel, da je v mestu celo precej prijeten in lahkoten za vožnjo. Tudi sedeži so oblikovani skoraj povsem brez bočne opore, da je čim lažje vstopati in izstopati, pa čeprav to ni kakšen križanec, ampak povsem tipična kombi limuzina. In še en tehnični priboljšek bo koristen v mestu. Poglejte to 360-stopinsko kamero, ki nam ne pomaga le pri parkiranju, ampak se vklopi tudi v ostrih zavojih in nam prikaže robnik, da ga ne bi zadeli s kolesom in tako na ta način podrsali platišča. V mestu bo seveda več kot zadostovalo tudi litij železo-fosfatna baterija s kapaciteto 40 kWh. Na našem normnem krogu smo pri mešanem ciklu zabeležili porabo 15,6 kWh na 100 km, a z zgolj mestno vožnjo in morda v nekoliko bolj prijaznih pomladnih temperaturah jo boste lahko še bistveno znižali. Tako tudi preseganje 300 km z enim polnjenjem ne bi smelo predstavljati težave. Polnjenje na hitri polnilnici je z največjo močjo 60 kW, glede na velikost baterije dovolj močno. No, sam pa sem pogrešal nekoliko močnejše polnjenje z enosmernim tokom na takšni običajni javni polnilnici, namreč lahko polnimo le enofazno z največjo močjo 6,6 kW. Dostopen električni avto Dongfeng Box seveda ima nekaj minusov. Poleg voznih lastnosti in pa šibkega AC polnjenja bi sam dodal še konstantno rosenje stekel, predvsem v slabem vremenu, in pa tudi preveč svetu zaslon pred voznikom, ki me je po noči pri vožnji vselej neugodno slepil. No pa tudi povezava s sistemoma Android Auto in pa Apple CarPlay je trenutno zgolj zasilna. Po drugi strani pa prinaša številne napredne tehnologije in udobje, ki jih najdemo celo v nekaterih višje rangiranih avtomobilih. Preverite, kakšna vozila prihajajo in so že prišla s Kitajske. No, za tiste, ki ste še bolj vedoželjni, pa bomo tudi v avtomobilnosti pripravili kakšno testno vožnjo. Do takrat pa predlagam, da pridobite širšo sliko o kitajskem avtomobilskem pohodu na evropski trg. Kakšne načrte ima Dongfeng na stari celini?